Kakšni so tvoji najljubši četrtki? Moji najljubši so marmeladni četrtki. Najljubši so nam marmeladni četrtki. Danes gostimo pevko popularne glasbe, operno pevko, džezovsko pevko, učiteljico petja, predvsem pa žensko, ki je ni strah. Ni je strah se boriti za boljši svet, dati glas tistim, ki ga nimajo, ni je strah povedati svojega mnenja, ni je strah biti točno taka, kakršna je. In tako jo imamo radi. Današnja marmeladna gostja je Jadranka Juras. Živjo. Dobrodošla. Strah me je brez skrbi. Ja. Res? Ja, veš da. Čakaj, zakaj? Ja, zdaj so se začeli neki strahovi čudni pojavljati. Ne vem, to pač z vsakim življenjskim obdobjem se pojavi kaj drugega. Sploh, kad si blizu 50 oziroma že tam, ko si mlad, se ti zdi, da se ti nič ne more zgoditi, zdravje ti je španska vasa, ne. Pa se začneš počasi zavedati lastne minljivosti, katere me sicer ni strah, bolj me je strah tega, da da se bo zgodila minljivost tistih, ki jih imam najrajšne. To je bolj to. Pa seveda zdravje, kad te začne enkrat križ bolet, pa išijas, pa vse živo. Tega prej nimaš, ko si mlad. Ampak vsi gremo po teh stopničkah. Sam, ko si mlad, tega res ne veš, nimaš tega zavedanja. Ne? Tako res se ti zdi, kad ti govorijo, moraš paziti, pa to zdaj že v redu. Meni se nič ne more zgoditi. Mislim, da je Woody Allen rekel, da mladost je super, ampak škoda, da ne pride malo pozneje. Res je, z vsem temi izkušnjami, ki bi pa lahko to, ampak dobro, sej. Mladost fizična bi rekla temu, ta kondicijska in tako naprej. Sej, ravno zdaj bova govorili o tvoji mladosti, in sicer v prvem kozarcu, ki je roza barve. Okay. Tako, premešajmo. Vprašanja o tvoji preteklosti. Očal nimam. Ne, jaz smo ful na veliko pisali. Ja, ne bo šlo? Če ne bo šlo, ti bom pomagala. Kdaj, vidiš, to so ti zdaj strahovi. Ko nam znala en dan domov prijeti. Okay. Kdaj si imela prvič občutek, da si odrasla? Prvič sem imela občutek, da sem odrasla, ko so se mi začele dogajati po moje takrat, ko se mi je zgodila najbolj tragična zadeva v mojem življenju, ko sem zgubila svojega otroka takrat. Sem naenkrat, je bilo konc mladosti. Ja. In so prišla vprašanja in pomisleki. Pa ne vprašanja, ampak jaz sem se kot človek čisto spremenila. Tako v glavi sem odrasla, začela sem se zavedati stvari, da mogoče, da ni cel svet moj. Tako, ko midva z Milanom, z možem vedno rečeva za naše pse, tako se obnašajo, da je cel svet njihov, kar je the best, tako mora biti, ampak tisti trenutek sem se jaz nehala. Ampak kako si se spremenila? V kakšnem smislu? V pogledih na svet in na kakšen način? Ne, v pogledih na svet ne, jaz prav karakterno sem se spremenila, ful sem se umirila, ful sem videla, da moji principi so čisto ena butasta zadeva, da v življenju ni dobro furati principov zaradi principov samih, ker s tem največ pravzaprav omejuješ in oviraš sebe in okolico pa samo stresiraš s temi svojimi, tako mora biti, kot sem jaz rekel, pa mislil, to je tako brez veze. Pa začela sem se zavedati minljivosti, prav zares, da tudi jaz nisem imuna na določene stvari, to, kar smo se prej v začetku pogovarjali. Ker smo del narave. Ja, ker je pač to življenjski proces, in je to čisto vse normalno, ampak človek pač vsak zase sen si želi, da pač ne bi bilo tako, Da tebi se pa ne more zgoditi, da boš zbolel za rakom, da tebi se pa ne more zgoditi, da ti bo, ne vem, v nosečnosti otrok umrl, To meni na kraj misli ni prišlo, ko se je to že zgodilo, ampak take stvari, pa vidiš, vse se mi lahko zgodi in takrat odrastaš. In te to zaznamuje za celo življenje? Pa jaz moram reči, da ta moje odraščanje, takrat, ko se je zgodil, sem hvaležna za to izkušnjo, ker sem morala stvari spremeniti, kar se tiče določenih stvari, zaradi tega, ker enostavno sem bila preveč ujeta v en svoj svet in v svoj prav. In sem s tem pravzaprav največ obremenjevala svoje najbližje, mojega moža, kar konkretno. In je bilo fajn spustiti. Fajn je bilo spustiti kontrolo, fajn je bilo spustiti, da mora biti vse po tvoje in
zdaj sem veliko bolj mirna, tako pač boljše, no. Tudi meni je veliko boljše, ker mi je bilo naporno z mano živeti. Sama sebi. Ja, valjda, če imaš kup enih principov pa stvari, kako more biti, si pač skozi nekaj omejena, ne. Ampak še vedno imaš principe in načela in o tem bova še spregovorili. Ja, ne principov več ne, načela pa ostane, ampak to je nekaj čist drugega. Principi ali pa načela, to je nekaj čist drugega. In o tem bova še v nadaljevanju. Poglejva, kaj prinaša naslednji listek. Jadranka Juras je gostja na 202. Kako je bilo... Veš, roka je že prekratka. Graditi kariero na slovenski pop sceni v 2000-ih. Super je bilo. Meni je bilo res super. Jaz sem se veliko družila z Acom Razbornikom, to je legendarni studio Tivoli. Takrat sem delala, ko sem nehala hoditi v srednjo, sem se zaposlila, pa na faks sem šla in sem delala v legendarnem MCD shopu na Miklošičevi. In tja je Aco skozi hodil in pol je vsakič rekel, dej priti v studio, danes bojo pa ne vem, Pips, Chips, videoklips, pa sem šla, pa sem beke snemala. Pa je rekel, šukari bojo, ziher bojo kje rabili. In pa sem šla v studio in so šukari rekli, da rabijo ene beke in pa so me slišali pet, so rekli, mi ti bomo spustili eno pesem, dej probijo odpeta, ne. In jaz sem pa šla na jaz nisem imela cajta učiti, sem pa šla tja in sem odpela, ker sem jo prvič slišala in je ostala na plati in pa smo jo vzeli smo sodelovali. Pa take stvari, ful so se stvari dogajale, odpirale, s Planet Groovy se je ful dogajalo, posneli smo to Sonce famozno, pa album, zanjo Tomažin sva nastopali, ful se je dogajalo, pa smo s sestrami šli na EMI, smo šli na Eurosong, jaz sem pol nehala v Planet Groovy, pa sem šla solo, pa je bil zmaga na slovenski popevki. Aha, najprej si v bistvu pela s sestrami, potem si začela solo kariero. Najprej sem s Planet Groovy in potem so pa sestre pač me poklicale za back vokale, za to Samo ljubezen. In sicer to je bilo zelo grdo, kako je bilo to narejeno z moje strani. In tisti večer, ko smo na EMI zmagali, bi jaz mogla jeti v avto, pa se vsesti v avto, pa v Pulo nastopati s Planet Groovy. Ampak sem klicala, da me pač več ne bo, da dajem odpoved in to mi je šef benda ful zameril, sicer dosti upravičeno, po drugi strani pa tudi ne, ker so bila že določena nesoglasja v bendu in meni pač ni bilo všeč, kako se je delal čisto v medčloveških odnosih in sam nisem zmogla najti poguma, kako naj grem ven iz benda, no, in pol takrat je bilo to. In si jih pustila čez noč. Ja, tako pa je pri meni. Mene lahko zelo dolg nekdo razteguje, zelo dolg. Ful, nimam nobenih zamer, zelo takoj odpustim, tako res, nisem človek, ki bi gojil zamere ali pa maščevanja, ampak ko pa greš čez limit, pa pri meni ni, da se bo usedla pogovorila, ne, samo znam, pa grem, to je konc. Te ne to bremeni? Ne, za meni jaz dejansko odsekam zgodbo, konc, ni več ničesar. Wow. Ja, mislim, kaj še rabaš v življenju, če ti 100-krat povem, to ni v redu, to ni v redu, to ni v redu, ja, prav pa dio. Okay. Bi kaj ponovila? Vse. To je bilo super. Gremo, Jadranka, to je to. Ja. Podleva naslednje vprašanje še iz prvega kozarca. Zakaj bi kdo oropal CD shop? Ja, to je tudi zgodba, super. V MCD shopu sva delala z Blažom Gregorinom, no, zdaj sem se spomnila priimka. Blaž Gregorin je tudi, na začetku tega stoletja sem tudi bila na videospotnicah, sem vodila oddajo skupaj s Petrom Polesom, sva oba dva začela televizijsko kariero, čeprav sem bila že prej Miška, ki je bil Jernej Kuntner, je imel oddajo Šov bo šov. Ja, Miške smo bile bizarno do konca. Čakaj, kakšne Miške? Miške smo bile z njegove spremljevalke, bila je tudi Maja Ajdič. Ti si bila ena od spremljevalnih Mišk. Ja, groza. Tam smo bile v kratkih hlač, ne vem, pa bile smo v hot pantsih, pa vse živo, oh my god, ko se to spomnim, pa ko so mi šli z lakom za lase čez obraz, pa ko se je drla ta glavna na mene, da moram pustiti, ker sem tekla pol takoj v strnišče in se z vodo polivala, ker sem mislila, mi bo obraz zažgal. To so bile ful zgodbe. No, s Petrom Polesom sva začela na videospotnicah, Blaž Gregorin mi pa rekel, da je audicija za nov pač voditeljski par v oddaji. In mi da sva delala v MCD shopu in en dan je bil en gospod v MCD shopu in je cel dan bil v MCD shopu in to je bila majhna trgovina. In tisto na koncu jaz že rečem, čak, to je pa zdaj bizarno, zdaj, ali je prišel na Evropa ali pa ne vem, ne. V tistem on pride nama za pult, jaz sem se še nekaj na stolu vrtela in se name usede, mi da kuhinjski nož dolg na
pod vrat, ampak v tistem, ki me je obrnil, me je pa po roki, tako da mi je kri tekla, no skratka, je sedel na meni tip in je hotel imeti v znar in jaz se spomnim, ki je Blaž odprl, rekel, da je norta star, samo vzem pa pejt. In vzel, šel, vzunji bil pa varnostnik, ker je zraven zlatarno čuval, ker to je bil, MCD Shop je bil del zlatarstva Močnik. No in potem, jaz sem čist cool, še vem, da je Modic, šef od Plan Blue, prišel, sva se pogovarjala, na kar on je pogledal, teče kri, pa povem, ja, Evropa so nas zdaj gor dol, levo, desno, no, ampak pol naslednji dan so se pa začele travme, sem imela pa kar težave, pa nisem mogla hoditi po Čopovi sred dneva, sem tam obhodila ob zidu neki cajta, je prišla za mene posttraumatska zadeva, je bila, ampak zdaj to že zdavni pa se je. Ampak takrat pa hladna kot špric. Čist, zato ker to pa imam sposobnost ohranjanja trezne glave v trenutku, ko je situacija, ker tudi vidim recimo na cesti, ko so enkrat pred časom našo sosedo je en ropal in jaz sem pogledala čez okno, vidim nekdo tuli, jaz sem v copatih letela ven, direkt, nanga, moj mož, kam greš? In je letel on ven in ga je celo dobil. Sem rekla, vidiš, se tisto leto, ne, jaz sem letel za tabo, da se ti kaj ne zgodi, ne, jaz pa udri brigo, jaz direkt, pa. To je bila že srednja šola, ki so pred mano tepli. Prvič sem šla na en vdiskač, tukaj ko je bil v Stari Ljubljani. Turist. Ne, pri Zvezdi tam, pri kongresu je bil Babilon, ali kaj je bil, to bojo ziher vedeli. In sem bila, koliko sem stala, 14 let, mislim, da oblekla sem eno, še zdaj vem, neko karjerasto, neki pa živo rdečo krilo dolgo, pa se sploh nisem že takrat nobenih pet nič, ampak takrat sem rekla, ajde. In sred Bavarca, pred namo, pred pošto začnejo enega mladega fanta na žive majke pretepati. In cela pošta stoji, gledaj, jaz pa, fuck ne, 14 let stara. Sem rekla, alo, a ste normalni? In vem, da se je on tip obrnil, če tebe? Sem rekla, vseki me, če si tak heroj. In pa se spomnim, da je en gospod preletel in dal dojenčka iz tega, ki je imel ta nahrbtniček, je dal dojenčka ženi in je tekel pomagati. Ne? Mi dva sva bila, 14-letnica pa en mlad oče, pa so oni šli, ampak v tisti sekundi, ko so šli sta policaja, šla je za ovinka. Ampak to so bile neke, to v Stari Ljubljani bilo včasih to ful, so se med sabo tolkali. Ti si se kdaj tolkla? To bomo pa. Ne bom komentiral. Obstaja ta zgodovina. Ja, obstaja. Ampak, Dej nehi. Ja, pač tazga, pač puberteta, 14 let stara, 15, res. Ja, jaz sem bila kar zoprna pubertetnica. Čekaj, kdo pa je bil tarča? Ne bom povedala. Ok, dobro, saj si mi že veliko. Ampak si bila torej divja najstnica. Ja, ampak čakaj, nisem pa nobenega pretepla. Pretepla nisem nikoli nikogar. Aha. Ne, to ne. Ampak sem bila pa pač del ene skupine pač idiotov. Bila sem najstnica, bila sem noro zaljubljena v enega in me je to not povleklo, na srečo sem relativno dosti hitro poštekala, da to absolutno ni družba zame in sem šla ven. Yeah. Pa sem se pač umirila, kar se tega tiče. Mladost, norost. Ja, pač mene so vedno zanimale vse stvari, vedno me zanima, zakaj je nekdo od neki gor, dol, levo, desno, pač zanimale so me vse plati človeškega obnašanja, od tega, kaj pač ne. Ja, zelo radovedna v tem pogledu. In skušati razumeti, zakaj pride do tega, da se nekateri tako obnašajo, pa tako naprej. Ja, to me zelo zanima, te kognitivne zadeve. Še nekaj me zanima iz tega roza kozarca, v bistvu te videospotnice. Kako si sploh prišla na to oddajo, kako danes gledaš na njo, kako je bilo biti del te legendarne oddaje? Ja, to prej sem že povedala, kako sem prišla, pač, da je bil Blaž, je bil tam z Vesno par prvi, no in so pa potrebovali še en par, pa sva prišla s Petrom Polesom, mislim, to je bila super oddaja, tako res je bila dobra oddaja. Jaz vem, da so v tistem času slovenski band in glasbeniki, glasbenice, hiper videoprodukcija je bila zaradi tega res full. To oddajo so vsi gledali, ampak kar ljudje ne vejo je to, da ko so ljudje glasovali, smo mi mogli imeti telefone, mobitele. Voditelji, ja. In potem je moja mama imela doma ta telefon in je ona dvigovala, da si je beležila, kdo za koga glasuje, ne. In pa to so bile tudi prigode težke. Ja. Tako da, sicer je trajalo pri meni 1 leto, ampak zelo cool je bilo, ja. Miš, da taka oddaja danes ima sploh možnost obstajati? Jaz ne vem, časi so se res ful spremenila, ne. Preveč je vsega, ful je zasičeno, zdaj ima že vsak studio, lahko snema, odpoje, odigra, ne, itak ti računalnik že vse poprav. Tako da ne vem, če ima, ampak mogoče bi mogli probati, ne.
Mislim, to, kar se zdaj dogaja, to je ful je težek obstoj enega glasbenika, zato ker nima ne platforme, ne oddaj, ničesar, se ne more nikjer predstaviti. In pol grejo ljudje pač na to emo slovensko popevko, kjer lahko še dosežejo neki ljudi, ampak tako malo izrodil se je vse skupaj, no, nažalost. Ampak vse to je, jaz mislim, da je to življenjski proces, vsake stvari slej prej pač mine, a ne pa nekaj novega. Upajmo, da bo kaj dobrega nastalo in nov kozarec bova odpirali po naslednji skladbi. Ja, take džingle imamo, ne? Fino. Jadranka Juras je gostja v Marmeladi na Valu 202. Hvala, ker si že toliko delila o sebi, ne? Pa sej po moje ljudi, ki me spremljajo, že vse vejo. Aha, dobro. Zdaj pa poglejmo v bistvu, kje si danes. Odpirali bova vprašanja iz Modrega kozarca. A ja, ne moram vstati. Ne, čakaj, počasi. Me veseli, da si tako navdušena. Ja, sem to furala. Do rumenega sploh ne prišle. Ali je družben angažma zaviral tvoj uspeh? Da. Absolutno. Zato, ker so vsak intervju se je začel naša nadarjena mlada pevka, kontraverzna, drugačna, ne vem kaj, ampak skozi je bilo to. Ampak ja, mislim, takrat se v veganstvu prav veliko ni govoril, tako bil si persona non grata, ker očitno so mislili, da bom z noži letala okrog po koncertih, ne vem, kaj so si predstavljali. Ja, veliko sem slišala tega, dej raj sam poj. Sem rekla, ne, da bi sam pela, se mi zdi butast, da ne izkoriščam tega medijskega prostora in predvsem medijske pozornosti, da ne izkoriščam še za kaj drugega, razen da se sama promoviram. Misliš, da je dolžnost umetnika, Ja. da je... Ja? Brez nadaljnega. Tega pa kar primanjkuje, ne? Ja, pa se tako je bilo vedno. Tako, če bereš kakšne biografije, pa kakšne zgodovinske zadeve, vidiš, da v bistvu vsi ti umetniki, ki so danes čisleni, so zelo težko karkoli počeli, da so bili dost v ozadju, da prosperirali so tisti, ki jih v bistvu za katere danes ne vemo. Ja, če imaš ti kot umetnik, imaš vedno je neka ideja za tem, je pač nek angažma za tem. In kot umetnik si tudi si hipersenzibilna oseba, to je pač dejstvo, in dojemaš in vidiš svet in čutiš stvari, ki jih ljudje pač nočejo čutiti in videti, zato ker ti črpaš, ti non-stop se pravzaprav ukvarjaš s svetom in sam s sabo, umestitvijo sebe v ta svet. Mislim, jaz kot pevka, predvsem, ko sem se začela z opero, jaz sem se dnevno samo s sabo ukvarjala, takrat sicer zaradi drugih stvari, ampak skozi sam s sabo, skozi kopljaš po sebi, da bi našel tisti vsebino, da bi našel interpretacijo, da bi našel, zakaj nekaj sploh delaš, kar delaš, kaj ta pesem, kaj to tvoje pojavljanje na odru, a ima to kakšen širši smisel, kakšni globi smisel, ali si tam gor sem zato, ker pač zaradi nastopa samega. In pač sama jaz na to nisem nikoli pristajala, ampak sem vedno rekla, da pač moje pojavljanje mora imeti še nek globi smisel, kljub temu, da je bil ta globi smisel za večino ljudi pravzaprav odvračalne narave, ampak pač meni je bilo to popolnoma vse, ker sem vedela, zakaj to počnem. Jaz to počnem pač za živali, ki se ne morejo same zagovarjati in ki so preslišane v naši družbi, in sem pač mirno prenesla vsa ta šikaniranja. Je pa res, da sem imela tudi to srečo, da nisem hodila v službo, kjer bi se mogla recimo soočati z mobbingom, a pač to se je dogajalo za mojim hrbtom, jaz pač nisem vedela. Bilo je pa zelo očitno. Ti to ni prišlo do živega? Ne. Ko ti nekaj veš, za koga počneš in zakaj, ti ne pridejo te stvari do živega, ker si ti nepomemben lik v tej zgodbi. Ti si sam pač nek messenger, ampak kot tak nepomemben. Niso pomembna moja čustva, nisem jaz žrtev. V mojem primeru so pomembne živali in živali so žrtve, ne jaz. Kaj misliš, da je nevarneje danes biti tiho ali govoriti resnico? Pa to pa je že od nekdaj, se ne obstaja zastonj pregovor kill the messenger. Absolutno je najbolj nevaren govoriti resnico. To pa tudi vidiš, da ljudje načeloma, ko se kakšen žvižgač pojavi, so vsi nahajpani, ampak pravzaprav mu pa noben ne gre krit hrbta. Ne gre mu. Tista podpora neka, ki je
na spletišču pravzaprav temu človeku prav zadost ne pomaga. Ne. Tako da v tistem trenutku bi mogli ljudje enostavno pač reči, da je bilo dosti tega, zaradi mene tudi državljanska nepokorščina in tako naprej, ampak enostavno dosti je bilo, dovolj je bilo. Ne. Mislim, to, kar se danes dogaja, to je tako vse, to je tako nelogično, mimo vseh dogovorov, da lahko sobivamo in pravzaprav je žalitev nekega intelekta. Ne. Mislim, jaz danes, ko berem novice, jaz se zdaj sam še smejim, ker je to tako do temeljev butast, da me ne more več dotakniti, da bi se jaz nervirala. Zato, ker je to tako, a res mislijo, da smo vsi zabiti do fundamenta? Ja. To je ta odnos. Ne? In tukaj ljudje na tej točki ne morajo biti nekaj prestrašeni, enostavno pač posežt po mir, vedno mirno, ampak imamo situacijo v zgodovini, ko pa smo videli, da se pač z mirnim pogovorem nič ne da dosežti, ker v bistvu tudi s tabo pol manipulirajo, pa se ne znaš pogovarjati, pa dajmo to rešiti diplomatsko. Nič ne bomo rešili diplomatsko, zato ker ti pač nimaš nobenih interesov rešiti te zadeve. Ti izključno zastopaš svoje interese in to je to. Kako pa potem fajtati? Jaz mislim, da z državljansko nepokorščino. Misliš, da je protest dovolj? Ne, kot vidimo ni, ne. Pač ne bomo več plačali davkov, pa bomo videli, kaj bo. Nam več plačala položnice, pa bomo videli, komu boste dvišali elektriko. Če en to naredi, je šla samo čuzo, Če pa to vsi naredimo, je pa pol moment, Zdaj pa ljudje tako res imajo zadost. Dokler jih pa to 5 dela, bojo pa tudi recimo mogoče mene zdaj prebil en na križ od kakšen SDS-ovc, pa bo rekel Juras, kaj so me že, da sem anarhistična levičarka, je pozivala ljudi k državljanski nepokorščini. Ni res, ampak jaz sam pravim, da obstajajo različni inštrumenti za to, da mogoče tiste, ki so vodilni, da jim damo vedeti, da je bilo dovolj. A verjameš v revolucijo? Ja. Misliš, da prihaja čas za njo? Ne, ker so ljudje popolnoma otopeli, z telefoni čisto omamljeni s materialnim, zdaj imamo še to digitalno, pa vse to. Mislim, da če dali manj možnosti za revolucijo bo, ker bomo imeli vse na telefonu in osebne in denar in vse. Tako, pač si nekaj rekel proti, kar recimo Jura si danes rekla, da obstaja možnost državljanske nepokorščine in bom šla domov in bom hotela plačati in bo mojega državni sovražnik. Državni sovražnik nema bančnega računa več. In mi to dopuščamo, mi se dejansko kuhamo ko žabe v loncu. Ampak polka pa, mislim, sigurno se bo nekaj zgodilo, ne vem pa kdaj in kako, to mi pa ni jasno. Meni je samo fascinantno, da lahko 1% ljudi do konca buzerira 99% in zmanipulira do te točke, da teh 99% ljudi misli, da je to normalno, nujno in da tako je. Ne ljudje, to so vse družbeni dogovori, ki smo jih mi sklenili. Se pravi, mi lahko sklenemo tudi drugačne družbene dogovore. Bi rada, da se te ljudje spomnijo bolj po glasbi ali po tvojem družbenem angažmaju? Meni je čisto vse. Sploh se me ne rabijo spomniti. Kot Frank Zappa, torej. Ker to, kar delam, ni zato, da bom jaz sebi spomenik gradila, ampak jaz samo upam, da bojo ljudje se spremenili, zaradi tega, ker je potreba po spremembi, ker se morajo spremeniti, če hočemo kot civilizacija oziroma kot vrsta obstati. In čas je za spremembo teme. Ja. Čeprav je bila odlična. A sem ti rekla, da je zmanjkalo za unle? Ne bo, to je spicy kozarec in vedno najdem čas zanj. Ok. Ja. Boš še kdaj izdala pop album? Pojma nimam. Dalje. Čakaj malo. Bi si ga želela? Pa, meni je tako vse en. Čakaj, ne morete biti vse eno. Ja, mi je. V bistvu, ker bi rada, da v življenju več ne živim v prihodnosti, ampak da živim izključno v sedanjosti in v tem trenutku. In zdaj, ko bom šla domov, se bom vozila na kolesu in bom rekla, ful sem preveč stvari povedala in pa me bo ful, ne bo me strah, ampak si bom rekla, enih stvari ne bi smela govoriti, ampak tle smo, ne? Tle smo in poveš in ni te strah. Ne, tle smo, da se moram jaz sekirati. A ja, kaj boš povedala? Ne, da sem povedala ene stvari, namesto da bi se ki delajo slabo, sekirali, zakaj jaz sploh moram priti do točke, da moram to reči. Ja, ampak vsej vedno pridemo do tega, da moramo mi govoriti te stvari. Ja, ampak pridemo do tega, da nas v Sloveniji govori samo ene par, ne?
drugi so pa tako priročno, pa prikladno, tiho. Zdaj moramo biti pa še toliko bolj glasni. Pri popu sva bili. Kaj sem ena tožba že imela? Aha, okay. Kdo je Jadranka, ki poje pop? Kdo si ti, ko poješ pop? Ker si tudi jazzovska pevka, operna pevka. Rekla si, da v bistvu si srečna, ko poješ opero, da drugo so neka taka iskanja. Ja, tako. Ko sem pela pop pa jazz, takrat sem bila Jadranka. Ne? Ko sem pa pela opero, sem bila pa vedno drug lik. In meni je bilo vedno vse bolj drug zanimiv, sam Jadranka. Meni je Jadranka strašno dolgočasna ženska, človek brez tako. Se mi zdi tako pač sedi nič kaj tazga, ni neke blazne vsebine ali pa globine. Ampak ko sem pa recimo pela opero, sem mogla biti pa en lik v tej predstavi in to je bilo the best, sam da mi ni bilo treba biti Jadranka. Te je strah spoznavanje tega lika? Ali ne, ni me strah spoznavanje, ampak strašno nezanimiv lik se mi zdi tako. Čeprav zdaj z leti se že to spreminja, ker pač so se dogajale stvari, ki se spomnim, ko sem bila mlada. Tega trenutka se res dobro spomnim, ko sem bila mlada, sem enkrat pa doj, pa kako ne jaz kaj odpojem z neko težo, če se meni v življenju nič kaj tazga ni zgodilo, da bi lahko črpala ta patos pa to iz tega, da bi imela. Nič groznega se mi ni zgodilo, jaz sem imela the best otroštvo, mladost, mislim super starše, vse, meni je bilo res the best. Kako ne jaz zdaj pojem z neko bolečino ali pa bolečino, z neko vsebino, To se prav dobro spomnim, sem dobila port. Tudi v tem mi je življenje ustreglo, tako da je okej. Kdaj si v bistvu začela se preizkušati v operi? Takoj po študiju jazza sem prišla domov iz Avstrije in sem rekla, ne, to ni to, to še ni to. In mene je že prej ful zanimala klasika, že kot otrok sem igrala klavir, mislim, klasika mi je bila vedno Mozart, Händel, Vivaldi, Bach in potem, ko sem prišla domov, sem rekla, jaz čutim še zmeraj eno praznino, to nerealizirano. In sem se začela pri 33 učiti opero pri Alenki Slokar-Bajc, kjer sem še danes in pa je šlo to zelo rapidno navzgor. Sam je pa v tem poklicu zelo močno prisoten starizem, se pravi, da ti moraš do 33 leta kariero že imeti, ne da si šele začel. Tako da nekaj tisti, kjer sem lahko prebila čez, da sem šla na audicije, pa to je bilo vse zelo uspešno, samo na koncu vem, da so mi pač rekli v Nemčiji, ena agencija je rekla, lejte, vse je super, zgledate super, pojete, mlad glas imate, ampak pač vaš emšo. Ne bo šlo skozi, vedno bo mlajša dobila prednost. In prav zares sem pa to spoznala, ko sem šla na audicijo v Royal Opera House v London, kamor sem bila povabljena. Oni imajo namreč en program, Jete Park program, ki je dvoletni studio za najbolj nadarjene pevce na svetu in tja se prijav vsako leto ful ljudi. Jaz sem se tudi prijavila, ker to je mislim, da je edini studio na svetu tako v res dobri operni hiši, kjer ni omejen z leti, drugače to vse omejen z 30, 31, 32. In sem prišla, sem bila povabljena na audicijo. Si bila sprejeta? Ja, wow. Ker niso mogli videti, koliko sem stara, samo na podlagi posnetkov so se odločali. In sem prišla in je bil prvi krog in valjda tam so mi pa videli. In tudi, ko sem dol sedela, ko sem čakala na svoj nastop, me recimo ta ženska, ki je organizirala, kdo gre not, kdo gre ven, me ignorirala, sploh me ni pogledala. In Alenka je bila z mano in v enem trenutku se ona, ker so bili tam otroci stari 22, 23, jaz sem imela 42. In se v enem trenutku ženska obrne k meni in reče, no, you are not here, niste tukaj za audicijo, ne pa tako, ja sva, in ona, se upravičujem, ful mi bed. Ampak tam so me pa že videli, pač, sem zgledala dosti mlada, ampak kot 24 let pa res nisem zgledala. In potem prvi krog je bil in sem dobila odgovor, da nisem šla naprej, ampak da mi niso dolžni povedati, zakaj ne. No in tisti je bil pa prelomni trenutek, ki je potem tlakoval pot na to, da se je pač meni zgodil pa vse naprej, ker se je zgodila izguba glasu, ker res sem čutila, res sem fizično čutila, ker mi je šel srce na pol. Sem rekla, ne mogla prebiti ta barijera, to je tako močno, da jaz ne bom čez prebila, pa če se še toliko trudim. In takrat je šlo pa sam navzdol. Navzdol? Z mojim glasom, z vsem. Ravno to sem še želela vprašati. V bistvu še vedno imaš težave z glasom. Kako si začela to odkrivati, kako je to vplivalo
Nisem nič odkrivala, to je bilo sam konc. Decembra 2020 sem imela audicijo v ljubljanski operi in sem že videla, da neki glas indisponiran, da me neki zeza, po audiciji naslednji dan konc, tišina, več ni bilo nič. In pa sem imela 1 leto tako, da bi se mi sluz samo v grlu pretakla, sploh nisem glasilk skupaj dobila. Pa sem še pela v operi, ampak pa sem videla, da to meni tak stres predstavlja, ker se je to dogajalo, da nisem čutila več nevrološke povezave z glasom. Tako, imela sem definitivno burnout, ker sem imela meglo v glavi, sem bila sesuta čist. Pa sem pa videla, da je tako, jaz sem recimo prišla na predstavo in 1 uro pred predstavo meni glas sploh ni delal, sem stopila na oder in mi začel delati. Očitno se je nekaj vklapljali, sklapljali, ne vem, kaj je to bilo, no pa se je nekaj vklapljati. No, zdaj pa, 2 dni nazaj, se je nek čudež zgodil, ker jaz vseh teh letih, 5 let je zdaj, še zmer hodim na ure petja, še zmer sedim za klavirjem 2 ure, še zmer drgnem in iščem. In zdaj pa upam, da je to, da se je vrnil nazaj, ker naenkrat čutim tudi povezavo, ker prej je bila tako s komunikacijo, pač to lahko vem, vsak za svoja, ampak jaz sem čutila povezavo, možgani, glasilke, ta komunikacija je skozi potekala. Jaz sem točno videla sekundo prej, a bom lahko odpela višino, kar sem jo slišala, ali pa nisem slišala. Skozi je bila ta povezava, pa naenkrat ni bilo več. In to je bilo tako, ko hočeš desno roko stegniti, ti daš valjda iz možganov, stegneš desno roko, meni se je dogajalo z glasom, da se je leva sprožila, ne desna. Desna je bila mrtva. Ampak zdaj pa upam, da sem šla čez. Zdaj 2 dni že pojem, tako kot sem prej pela, kar je totalni čudež. Wow, čestitam, da ti je uspelo. Ja. Upamo, da traja, ne? Ja, mislim, se Zelenko res namatrale. To je bilo ogromen sous. Sem pa že hodila tudi nehat pet. Takrat je moj mož album mi napisal 2 črna vrana, ker sem rekla, dosti, ne bom se več matrala, ne more, se bom ubila, če bom še naprej to, ker ne zmorem tega pritiska. No, takrat so se začele malo stvari spreminjati, ker sem tudi jaz šla v glavi, očitno čez nekaj, ker sem imela tak strah, da sem rekla, vse v življenju drugo bom počela, sam 5 ne nočem več, ker mi povzroča to tako neverjetno življenjsko stisko. Ampak zdaj je cool, zdaj pojem. Zdaj je cool, mi verjamemo vate. In tako zbrala sem eno pevko, ki mislim, da ti je zelo ljuba. Sara Vaughan. Ja, ona je bila moja najljubša. In tudi tako skladbo, ki mislim, da paše po tej vroči debati. Ja, pa kaj pa s tema 2, lej še enega mave. Ne moramo vsega, no, če se tako radi govoriva. Imagine there's no heaven. Marmelada. Marmelada, ki je prišla do oranžne barve. Tukaj so vprašanja malo bolj pikantna, čeprav danes je vse pikantno. Ja, ne vem, boš vidiš, zdaj boš zihar poklicana kam na zagovor, vprašanje, koliko poslušalcev je še priklopljeni. Pač, neprijetna resnica ni prijetna za poslušati in ljudje raj ne poslušajo, čeprav vsi vejo, da je to tako je. In živijo naprej v svojemu balončku, ker je pač to comfort zone, je pač močna zadeva. A veš, ko greš enkrat izven iz cone udobja, moraš začeti sprejemati odgovornost za svoja dejanja in za svoje besede, Tukaj pa ljudje vedno raj živimo, se mi tako rekel, se vsi tako. Zato pa tako je, In smo tukaj, kjer smo. Jaz sem že stara in se več nasekiram. Kaj piše na prvem vprašanju v oranžnem kozarcu? Kaj je v slovenski glasbeni industriji najbolj problematično, pa se o tem premalo govori? Kaj je najbolj problematično? Ne vem, kaj je najbolj problematično v slovenski glasbeni industriji, ker moram priznati, da nisem več del te slovenske glasbene industrije. Ne vem, kaj se dogaja. Nasplošno mislim, da je problem celotne svetovne glasbene industrije, da je vse generično, da je vse copy-paste, da je vse, ne vem, ena pevka uspe in poje 100 pevk na isti način, poje isto zgleda, Tako, kot da se ljudje bojijo biti unikatni, Ampak to je, mislim, da globalni problem v vseh sferah, ne samo v glasbeni industriji. Jaz, ko gledam mlade in vidim, da hoče biti vsi podobni Kim Kardashian, mislim, enkrat sem hodila pred leti po cesti in ko sem videla te punce mlade, sem se zgrozila, sem rekla, čak malo, a ni tako, da ko si mlad, da hočeš biti nekaj posebnega? Zdaj pa so vsi uniformirani isti. Zakaj bi hotel biti isti, ne vem, vsi? Ne razumem. Mene je to tako bizarno, res, vsi nohte, iste barve lase, isto polika. Ni mi jasno. Kaj pa mogoče klasična
scena na Slovenskem, torej scena klasične glasbe? Scena klasične slovenske glasbe, jaz pač nisem bila toliko močno prisotna na slovenski klasični sceni, zato ker me je slovenska klasična scena dosti zavračala, ker so pač bili omejeni s tem, da izhajam iz džeza in popa, ne, in to imaš ti, če si iz džeza in popa, imaš veliko stigmo v klasičnem svetu, ne, to je dejstvo. Tudi ko sem študirala džez v Avstriji, mi nismo imeli nobenih stikov s klasičarji, je to ista univerza, sicer so oddelki na različnih lokacijah, ampak vedno je bilo to nekaj, to je podcast, ne, vse, kar ni klasika, je pa tako nekaj. Ne. Mogoče se je to zdaj že spremenilo, ampak pač, ne vem, mislim, da je tukaj tudi problematično to, da je premalo prostora za vse in potem se ljudje zelo borijo za svoje položaje. Ampak dobro, se verjetno je tako v vseh sferah, a ne? Tudi v arhitekturi, povsod, tudi na radiju. Ja. Ti je žal, da nisi šla prej v klasiko. Ja, to je edina stvar, ki za nazaj, ki bi jo spremenila, in sicer, da bi pri 18-17 se začela že s klasiko ukvarjati, s klasičnim solo petjem. Saj sem se v bistvu, samo pač me ni noben znal naučiti. Bi si to želela, ker vem, da bi bilo to. Ampak dobro, jaz se počutim samorealizirana v glasbi čist, ker sem izkusila, ker nisem doma sedela in rekla, kaj pa če bi bilo, ne, mislim, kar sem lahko, sem naredila, in če se ni šlo tako, kot sem si želela, se kje pa piše, da tisto, ko sem si želela, da bi bilo najbolj optimalno za mene, ne, sej nikoli ne veš, ne. Nikoli ne veš, kaj bo prineslo tudi naslednje vprašanje. Ja, res je. Ja. Kakšen je recept za podprtost strani medijev v Sloveniji? Kakšen je recept? Pa po eni strani, ko sem bila jaz mlada, ko se to bedno sliši, ko sem bila mlada, ko sem bila malo mlajša, ko sem začela peti, v bistvu je medije dosti privlačila ta drugačnost, ne? Ampak biti v Sloveniji drugačen je pa tako spet ena stigma, ne? Ker Slovenci se strašno bojijo drugačnosti, v tujini to ni tako. Ampak to je tudi verjetno pogojen s tem, da nas je malo, da je prostor zelo majhen, oziroma da nas je ljudi malo, in potem se vsakega odklona tako zelo bojimo, ne vemo, kaj bi s tem, tako je grožnja. Ampak to je bilo recimo za medije zanimivo, ne? In za medije je seveda zanimivo, če delaš v mainstream sferah, popularnih sferah, in seveda za medije je zanimivo, če si mlad človek. Ko čim si starejši, ti za medije več nisi zanimiv. In če delaš recimo v drugih sferah, v obdobju, ko sem pela v operi, recimo, mene je ful ljudi vprašala, ti si nehala pet, ampak takrat sem največ delala in vadila in hodila okrog. Ampak ker pač medije ne zanima ta pač klasična glasba, jazz glasba, zanima jih sam kaj pop, zanima jih danes sam kaj še trač, pa rumeno, pač ni noben o tem hotel pisati. Ne. Tudi recimo zdaj, ko sem izdala jazz album, ki se dosti pogleduje tudi pač s neko popevko, šansonom, a ne, ni toliko interesa, kot bi ga bilo za popa, ne, zato ker pač, dobro, pa rečemo, da sem jaz res na veliko stigmatizirana, no. Tako da se sama veš, a ne, si mi prej povedala. Tako da ljudje si v meni imajo zelo veliko predsodkov in mnenje o tem, kakšna ne bi jaz bila, ampak ko me spoznajo, so vedno vidijo, da so v zmoti. Tako, in upam, da tudi danes te spoznavajo v drugačni luči. Poglejva naslednje vprašanje. Jadranka Juras, v Marmeladi. Ali se bojiš staranja? Ne bojim se staranja, sem se ga pa zelo dolgo bala. Ne bojim se staranja, bojim se, tako kot sem na začetku oddaje rekla, bojim se tega dejstva, da pač vse, kar nastane, premine, a ne? In v tem kontekstu se bojim samo tega, da pač minljivosti mojih meni najljubših biti, bom tako rekla. Kaj pa, jaz se tudi staram, zdaj vsi se v ta trenutek zdaj staramo, ampak kaj prinaša starost? Mogoče, Starost ti lahko prinese samorealizacijo, prinese ti mir, prinese ti ta objektivni odmik od stvari, ne sekiraš se več za neumnosti. To ti lahko prinese, a ne? Ampak recimo meni se rekel, ti si še mlada, boš videla, ko boš stara, ne boš več tak idealist. No vem, jaz sem še zmerista, kar se idealizma tiče in tega, da bi mogla biti družba drugačna, to je vse ostalo in ta aktivizem.
Je pa res, da si bolj želim, da to mladi prevzamejo, seveda v sodelovanju, ne? Zato, ker to ni kar tako ena fraza na mladih svet stoji. Mladi imajo ta zagon, da se jim nimajo kreditov, a ne, tako da, ja, ne, mislim, ljudje moji, a ne, noben vam ni kriv za to, kam mi gremo. Mi sami smo si krivi za to, ker smo se prodali, to pa že od nekdaj trajbam, za un McDonald's pa za Coca-Colo smo se prodali, ne. Tako poceni smo. To je pa tista moja največja srčna bolečina, ne, kar rečejo, za koga, politik je podpisal, ne vem, da tam zemljišče, njivo, ki ful veliko rodi in je rodovitna, jo je prodal in pa rečeš, za koliko se je pa model prodal, ja, za en dober avto, ja, starja, to poceni je tvoja osebna integriteta. Pa saj vidiš glasbenike, igralce, na vseh džambotih so. Lej. Za kakšne denarje? Mislim, kaj ne ti rečem, jaz če grem na džambo, grem za ston, zato ker grem delati za stvar, v katero verjamem, drugače pa ni na džambotu. A sme videla na džambotu, nisme videla. Jadranka, poglej, zdaj tukaj imam v rokah še eno vprašanje. Ne? Ja. Jaz sem ga dala že noter v ta kozarec in potem sem ga vzela ven. Jaz ti ga bom zdaj dala v roke. Ne se razjeziti, čakaj, da ne govoriš že 2 ure. Ne, zdaj bomo končali, to je zadnje vprašanje, ampak vzemi ga kot hec, ok? Ok. Dobro. Škaj, mene pa se ne da vrstira kako. Ali ubijaš komarje? Da. Okay. To sem jih pa začela pred parimi leti. Priznam, da ubijam komarje, klope pa bolhe. Drugo pa ne. Zdaj, ker sem jih včasih lovila in sem jih ven dala, ampak ker živim tam blizu na barju, se nekaj ne zmorem več, jaz tega več ne zmorem. Čeprav možu rečem, dej odpri okno, spusti jih ven, ampak ja, zdaj si namontiram neke dišave, zato da ne pridejo noter, ampak lej, ne se sekirati, nisi edina, ta vprašanje sem je že velikrat slišala. Potem me ne boš odrezala? Ne Dobro. Lahko se pa poboljšam, pa sam še klope pa bolhe. Ne, no. Mislim, da to ti oprostimo. Ja, lej, komarjev imam pa ful veliko pajkov in imamo striktno prepoved, da jih ne sme ven metati. Razen unih velikih tako smatih. Ja. Tudi taki obstajajo, ampak tisti so ti sadnih dreves, pa ga jaz vrnem nazaj na sadno drevo in nima škoda, da je doma. Jadranka, hvala za to, da si kar si, da poveš, da si bila tukaj tako iskrena, res. Ja, lej, jaz ti bom pa rekla hvala te, pa tudi ti moraš biti dosti pogumna, da me povabiš v tako oddajo, ne. Zdaj, kakšne bojo pa posledice, we shall see, ja, ne, ampak dobro, lej. Živimo s tem naprej in se borimo. Ja, tako. Hvala. Hvala enako.